Internet stvari. Kako vpliva na digitalni marketing in kako se bodo stvari spremenile. Živijo, dobrodošla v novi oddaji Point Out Weekly. Danes je na sporedu že 53. oddaja in z Zoranom bova govorila oziroma kako internet stvari vpliva na digitalni marketing. Kot je Zoran že v prejšnji oddaji povedal, to oddajo lahko od sedaj naprej poslušaš tudi v obliki podcasta na iTunesu, na Soundcloudu in drugih agregatorjih podcasta. Tako da vse informacije, vse linke, ki jih omenjava v oddaji, dobiš tudi na PointOut spletni strani pointout.si/weekly53, če se ne motim, ne? Tako je. Cool. Zdaj pa najbolj... Greva kar v tematiko. Ok, govoriva o Internet of Things oziroma o internetu stvari in tisti, ki tega še mogoče toliko ne poznate, se je verjetno zdaj pojavil en tak vprašajček, kaj to pravzaprav je. Internet stvari vključuje pravzaprav vse naprave, ki se lahko povežejo z drugimi, ponavadi podobnimi napravami oziroma se lahko povežejo z internetom. Eni takih najbolj pogostih, ki jo vsi nosimo v žepu, ne, to ni v žepu, je recimo pametni telefon, tako kot je ne želel pokazati seveda tudi pametne ure, pa slušalke, pa tudi take mogoče malo manj konvencionalne so lahko, recimo to zdaj malo že oglasno sporočilo vmes, so recimo hladilniki, televizije, štedilniki in tako dalje, ogromno nekega spektra, pa ne nazadnje tudi te mogoče asistenti tipa Alexa, Google Home in tako dalje. Tako, tehnica, jaz sem si pred kratkim kupil pametno tehnico, je ful v redu, potem pa tudi kakšne svetilke, ki se potem regulirajo glede na dan, kakšna svetloba vzunaj, kakšne pametne budilke, to ima eno, tako da tudi jaz grem v to smer, veš. Ja, sej to, kar nekako tudi nakazuje to, kar si ravnokar rekel, da greš ti v to smer, ne? Ja. Pomeni, da se nekako meje med offline in online svetom res briše. Vse to skozi govorimo, ampak te naprave so nekako pokazatelj tega, da je res danes že vse online. Celo recimo Barbika je bila že povezana z internetom, tako da je bila tudi že nekako del tega spektra. In teh naprav, ki se povezujejo z internetom, je vsako leto več in mislim, da je v tem trenutku že nekje 5 milijard na svetu, če se ne motim, ali jih je bilo toliko v prejšnjem letu, zdaj se ne spomnim točno podatka, ampak ogromno res teh naprav prihaja. Do leta 2020 jih bo pa kar 26 milijard takšnih naprav povezanih na internet. In to lahko tudi pomislimo, to je samo razviti svet. Kaj šele, ko nerazviti svet pride, pa se te naprave začnejo povezovati. In neizbežno to pomeni seveda, da bojo prihajale nove naprave. Ne? Ker, če se ta številka se bo prvič zviševala na račun tega, da bodo ljudje, ki jih zdaj nimajo, kupovali, kot tudi to, da bojo prišle neke nove naprave, za katere zdaj le mogoče ta trenutek niti še ne vemo, kaj te naprave bodo. Se pravi, neko podjetje, znamka se bo spomnilo nekaj, kar mogoče zdaj še ni, nam ne pade prvo na misel. Recimo, meni je bila ena taka zanimiva Amazon, ki je naredil, mislim, da predlani, tako nekako so naredili tak button, gumb, kako so mu dali ime? Dash button. Ja, ne vem, če je točno Dash bil mu ime, ampak Dash je, ja, Dash button, imaš prav, ja. In oni lahko, dejansko na tem gumbu je neka znamka, oni so naredili povezave z znamkami, naprimer Tide kot pralni prašek, potem recimo pasja hrana, mačja hrana in tako dalje. In to imaš lahko kjerkoli v stanovanju, tam, kjer je zate najbolj priročno in takrat, ker v bistvu bi rad to naročil, naprimer ti zmanjka praška, ne, in imaš ta gumbek, kar si ga prelepaš gor na pralni stroj, klikneš na gumbek in se avtomatično sproži naročilo v ozadju in ti čez nekaj dni Amazon dostavi seveda ta pralni prašek tebi na dom. Tako da je tako zelo zanimivo, v bistvu, kako rešuje neko tako težavo, čisto rutinsko, ki jo imamo ljudje, to je, da pač pozabimo kupiti pralni prašek v trgovini in lahko to naredimo v tistem trenutku, ko smo se spomnili. Ne? Meni je zanimivo pri teh, mogoče sam še to bi dodal,
napravah je to, kar res na zanimive načine lahko rešujejo naše težave. In to se mi zdi največja dodana vrednost, a ne? So pa seveda tudi neke slabe zadeve, o katerih bomo pa tudi še govorili v nadaljevanju. Tukaj se moraš pa zavedati, da vse te naprave, ki jih omenjava, predstavljajo agregator za to tako imenovana big data, se pravi, s tem se dogaja masovno zbiranje podatkov. A ne? In ko govoriva o tem masovnem zbiranju podatkov, posledično se bodo tukaj v prihodnosti pojavljale vedno večje priložnosti tudi za oglaševalce. Ampak tukaj vedno lahko razdelimo na dva vidika. Ali bodo oglaševalci to izkoristili za neko manipulacijo te podatke, mogoče bo pol tudi kakšen primer povedala, ali bodo pa te podatke izkoristili, da bodo samo bolj targetirano dostopali do potencialnih kupcev in jim tudi, kar velikokrat omenjava, dodajali vrednost naprej. A ne? Se pravi, treba se vprašati, kako se bodo te podatki izkoristili. Ampak ja, nismo več daleč od tega, da bodo te naprave nam začele tudi prikazne oglase prikazovati, ki bodo zelo, zelo targetirani. Se pravi, naprimer na hladilniku nam bo nekaj v hladilniku zmanjkalo in potem mogoče se bo na zaslonu ali pa v povezavi z Big Data nam bo hladilnik povedal, ok, tukaj je pa zelo dober deal se pravi ponudba za nakup mleka. Ne? In se bo tako vse skupaj tudi povezovalo z potrošnjo. Ja, to se sliši mogoče tako malo strašljivo, zato je tudi kar odgovornost na tistih, ki zbirajo te podatke, Ja. da jih tudi uporabijo v predvsem pozitivne oziroma dobre namene. To pomeni, ker imamo zbranih enkrat toliko podatkov, lahko veliko bolj natančno ugotovimo, v kateri fazi nakupnega procesa se tisti dotični kupec nahaja in mu v skladu s tem tudi nekako ponudimo zanga najbolj relevantno in pa v končni fazi tudi tako ponudbo, ki mu to, kar si že rekel, dodaja največjo dodano vrednost. Ne? Ker seveda lahko se tudi te zadeve izkorišča v neke negativne namene in to bi bilo pa zelo, zelo nevarno. Ja, in tukaj poleg odgovornosti, ki jo omenjaš, jaz bi izpostavil še samo transparentnost. Tukaj se bi direktno navezal na trenutni mogoče škandal, ki je bil ki se je zgodil pred kratkim, oziroma mogoče bi razdelili kar na dva, in sicer Facebook je zadnje čase zelo pod udarom teh kritik, ker oni zbirajo ogromno podatkov o nas uporabnikih. In prvi tak je bil za same ameriške volitve in britanski Brexit, ko je Cambridge Analytica uporabila Facebookove podatke za tisto targetiranje in sporočila. Jaz bi rekel, da je šlo tle zelo, zelo za manipulacijo, kako so obračali misli oziroma vodili ljudi v eno stran. Ne? Se pravi, to je prvi del, drugi del pa je, kaj je tudi pred kratkim prišel članek o tem, da je Facebook na vseh Android napravah sledil vsem klicem uporabnikom. Pa Messenger. Pa Messenger, tako. Okay. Ampak samo na Android telefonih. Zakaj se na Apple to ni zgodilo? Apple ima malo bolj striktne splošne pogoje in takih zadev ne omogoča, medtem ko Android ima malo več lukenj v teh splošnih pogojih in je to Facebook izkoristil. In tukaj je za vse nas velik vprašaj. Facebook glede tega ni bil transparenten, nikoli ni kjerkoli bilo to objavljeno, ampak je sledil in ne vemo, kako so te podatke uporabljali. In tukaj bo v prihodnosti, če vedno več bo tega, ampak ful je ključno, da so podjetja pri tem odgovorna in tudi transparentna. Zato je pa dobro, da take zadeve, kot je zakonodaja GDPR, ki bo v kratkem prišla, ki bodo take zadeve regulirale. In verjetno bo treba še poleg GDPR-ja v prihodnosti še kakšen dodatno regulativo na tem področju sprejeti, ki bo potem tem podjetjem jih zaustavila nekako pri mogoče nekih manipulacijah in da jih bo res spodbujala v transparentnost. Samo v enem delu bi te mogoče malo dopolnil. Načeloma Facebook je pri downloadanju aplikacije na Androidu nakazal, da ima dostop do tega, ampak seveda uporabnik pa verjetno je tudi nekje pisala, ampak tudi pri transparentnosti je tako, ne obstajajo različni nivoji transparentnosti in če ti pač to nekam tam zapišeš samo zato, da je,
temu težko v resnici rečemo, da gre za pravo transparentnost. Prava transparentnost je tista, ki ti direktno poveš, kaj boš s tem delal in kako zbiraš in tako naprej, tako da vsi vidijo. In kot si omenil, GDPR na tem področju je precej strikten in precej ima pač neke zahteve, ki jih morajo oglaševalci oziroma vsa ta orodja, platforme in tako dalje upoštevati. Mogoče neka nova tehnologija, ki bi tako transparentnost na področju big data rešila, je ravno to, kar je v zadnjem času veliko govora, in sicer blockchain. Nismo še tam, ampak sigurno bo blockchain na nek način prisilil pod narekovaji podjetja k transparentnosti, ker bo vse sledljivo, ker se bo vse zapisalo v blok podatkov. Tako da to je nekaj, s čimer... In zato je dobro, da te tudi nove tehnologije prihajajo, ker smo midva zelo velika navdušenca pa zagovornika, tako da morda, verjetno, tako bom ne morda, ampak kar verjetno bo to blockchain nekako tudi rešil. Ja, ker takoj tudi tukaj se pojavlja ta vprašanje, kdo je v resnici lastnik teh podatkov. Če jaz nekaj delam po Facebooku ali pa katerikoli drugi platformi, uporabljam neko napravo, da se vrnemo mogoče tudi na to Internet of Things nazaj, če uporabljam jaz svoj hladilnik, kdo je lastnik teh podatkov o meni, se pravi, da je meni zmanjkalo mleka in tako dalje. In blockchain, nekako tudi neke iniciative so že zdaj s projekti na blockchainu, da bi v bistvu uporabnik bil lastnik vseh teh podatkov in se sam odločil, in tudi v skladu z GDPR-ja, namreč uporabnik lahko vse svoje podatke, ki jih je podjetje pridobilo v njem, prenese na konkurenta, če to želi. In se nekako ta lastnina, če lahko temu tako rečem, nad podatki prenaša bolj na uporabnika. Tako, in z big data in vsemi temi napravami se bo pa nekako v prihodnosti tudi spremenila vloga agencij, ker agencije bodo morale, predvsem tiste, ki bodo imele na tem fokus, predvsem usmeriti na analitičnost in obdelavo teh podatkov, se pravi, da bodo vse te podatke znale ustrezno prebrati in jih spraviti ali pa povezati z potem tistimi komunikacijskimi sporočili, seveda, tako kot sva prej omenjala, na odgovoren način in ki bo res šel v smislu dobrih praks in ne tistih negativnih, pa bi tako rekel, Ja, meni se kdaj zaplete kakšna beseda. Se mislim, da se v bistvu že na zelo kratek rok se bojo videli učinki tega, da je toliko enih različnih naprav, že to zato, ker morajo agencije oziroma oglaševalci narediti če nič drugega oglase v različnih formatih. Ker moraš za, na primer, pametno uro narediti drugačen oglas, če se tukaj prikaže, kot za neko drugo napravo. Ampak predvsem pa to, kar je Nejc omenil, analitika in pa s tem povezano, da bo agencije enostavno morale se bolj tudi vključiti v same procese podjetij. Ker velikokrat zdaj vidimo agencije marketinške kot nek dodatek, kot neka skoraj napol samostojna enota, mislim, se je v formalni obliki, ampak samostojna enota napram sodelovanju s podjetjem, ampak mi pa res verjamemo v to in tudi mislimo, da zaradi vseh teh novosti in pa sprememb, ki se dogajajo na tem področju, je res ključno, da agencija nekako se bolj integrira in pa poveže s podjetjem, da se bolj vključi v ta proces priprave strategij, da ga tudi dobro razume in ne nazadnje, da tudi v bistvu te pristope, procese in tako, ki jih skupaj s podjetjem izoblikuje, pomaga prenesti tudi na vse ostale zaposlene. Ker tudi vsi ostali zaposleni, ne samo tisti ključni 3-4 ljudje ali pa eden v marketingu, morajo to res razumeti vsi v podjetju. Tako, s tem smo prišla do konca. Vesela bova kakšnega tvojega komentarja. Absolutno lahko tudi vse skupaj komentiraš oziroma naj jo oceniš v podcastu, kjer bova tako kot na Facebooku tudi tam vesela kakšnega komentarja, ker s tem boš omogočil tudi ostalim uporabnikom, da pridejo do te oddaje in si jo ogledajo. Zapiski so na voljo na pointout.si/weekly53. Hvala, ker si bil z nama in pa se vidimo, slišimo naslednjič. Se vidimo, čau. Why be